Najdite razliko med to fotografijo in to. No, ok, vam jaz povem. Tiste ima samo 2 izpušni cevi, tale pa 4. In še ena razlika je, tukaj piše GT, kar pomeni, da gre za najmočnejšega Stingerja. Da dobro izgleda, itak vidite. V tem primeru vsa 4 kolesa poganja zmogljiv turbobencinski 6-valjni motor s 3,3 litra prostorine in s 272 kW moči, 370 konji po domače. In to pomeni, da je ta Stinger zelo hiter, manj kot 5 sekund potrebuje do 100, po Nemčiji pa bi se z njim lahko peljali 270 km/h. Glede voznih lastnosti bom prizanesljiv in kritičen naenkrat. Tole je nekakšen GT, pa ne zato, ker se tako imenuje oprema. Avtocestne kilometre boste z njim požirali za šalo in z tega vidika ga hvalim. Je lepo tih, sploh ni pretrd, ker pa z močnim motorjem nagovarja tudi tiste voznike, ki bi se sem ter tja vsaj radi zapeljali tudi nekoliko hitreje skozi zavoje, mora obvladati še to. Do neke mere obvlada, ker je krmiljenje odlično, lega je zanesljiva in nevtralna. Kritičen pa sem zato, ker tehta 1900 kg in vseeno deluje malce okorno. Zato sledi večno vprašanje, ali izbrati takšnega, ki ima 4-kolesni pogon in je zato bolj zanesljiv, bolj umirjen, tudi takrat, ko so razmere nekoliko slabše, seveda pa je manj živahen. Druga alternativa je pa različica z zadnjim pogonom. Ampak te pri nas sploh ni na voljo, tako da je v bistvu odgovor na to vprašanje povsem enostaven. Vam pa povem, da se tudi s tem da prav lepo driftati, ker gre navor večinoma samo do zadnjih koles. Itak vem, da boste vsi izbrali dizla, čeprav je tole prava mašinca za Stinger. Seveda bo vsakih 100 km zahtevala vsaj 12 litrov goriva in vseeno malce pogrešam nekaj več zvoka tega zmogljivega motorja. Ponavljam pa, da je pod črto tole super avtomobil. S popustom samo malo nad 60 jurjev.